A me kdo sliši, jaz grem rekvarc? Pa pejmo. Veš, ker sem avtomobilski novinar, pogosto dobim vsa živa vprašanja na temo avtomobilov in valjda je vse bolj aktualno tudi vprašanje električnih avtov. In ko pride do te teme, je ponavadi najbolj popularna tema o Tesli, pa ko se pa tisto začetno razburjenje pa adrenalin, ko Teslo predelamo, pomiri, pa začnejo priti na plan vprašanja tudi, o Zoejih pa podobnih avtih. In najbolj hecno od vsega je to, da ljudje ponavadi o električnih avtih govorijo kot o neki hudi prihodnosti, brez da bi se zavedali, da so že del sedanjosti. Načeloma ne morem zanikati, da so električni avtomobili še vedno razmeroma dragi, ampak pa zraven ušteješ še kakšne lastniške stroške, je pa razlika, sploh če govorimo o takem avtu, kot je recimo tale Zoe, sploh pa prenovljen Zoe, ni več toliko velika, veš? Ok, jaz o teh podrobnostih ne bom težil, zato ker to je cel svet informacij, za katerega res nimamo časa, lahko pa povem, kakšna se meni uporabniška izkušnja zdi v tem avtu. Za začetek, kar se dosega tiče, nimam kakšnih posebnih pomislekov. Pa kar se velikosti pa uporabnosti tiče tudi ne. Tale avto je tako, skoraj na nivoju Cliota, kar pomeni, da je dosti velik tudi za slovenske družine. Mogoče ne za prvo avto, to je logično, ampak za drug, to pa že. Zelena. Sem jih dol poknil. Celotna izkušnja pa zaenkrat kar pozitivna. Kakor ste videli, sem se moral iz Ljubljane do Maribora enkrat ustaviti na Lopati, to je približno na polovici poti. Je pa res, da sem avto dobil z 90% baterije, da sem še dosti po Ljubljani vozil, da sem se ustavil še v Lukovci. Tako da mislim, da bi eventualno lahko tanko brez težav tudi šele v tepanjah, ali pa konec koncev, če bi se zelo potrudil, pa bi šel direkt samo proti Mariboru oziroma Miklavžu in mogoče lahko do doma pripeljal. Ampak to bi bilo res na knap. Drugače pa se veš, da povprečen Slovenec na dan prevoz tam koliko? 60, max 70-80 km. Ker recimo ta avto pa še veliko drugih s svojim dosegom zlahka pokrije. Je pa res, da je vedno prisoten faktor, kje bom tanko, a bom stal brez elektrike, ali ne bom stal brez elektrike, ali pa še hujš, doma sem v bloku. Ampak se veš, kako je to, infrastrukturni razvoj, to je dolgotrajen proces, ki se bo odvijal še dolg časa. A veš, kaj sem pozabil povedati, ob slovenskem avtocestnem križu je drugače 26 električnih polnilnic, kar pomeni, da kakšne hude bojazni, če se s električnim avtom nekam odpraviš v Sloveniji, pa če se držiš avtocest, ni, da bi ostal brez štroma. Sem se pa danes končno osvobodil hiše pa bližnje okolice, imam par upravkov, enega tudi tukaj v Štacuni, pa grem pa naprej. Par stvari sem si umislil, zato ker sem jih nujno rabil. Kvapa pa ni toliko pomemben. Lučka, prid nazaj. Pa se lahko povem, ene superge, eno majico, ene hlače, pa... Ja, to je to, vse sem povedal. A me kdo sliši, jaz grem rekvarc? Se je že neparkrat zgodilo, da sem pešca skoraj butnil, zato ker me ni slišal. A je pri tebi tudi tako, da ko slišiš žensko ime, si nekako zraven tudi predstavljaš, kako bi izgledala lahko? Pri meni je tako, jaz sem tak vizualen tip, jaz tudi za vsako besedo, ki jo izrečem, nekako vidim narisano v glavi, a se to smešno sliši. A veš, če ti rečeš konj, jaz ne vidim konja, ampak vidim, kako je beseda konj napisana. No, včasih vidim tudi konja. In to še posebej velja za kletvice, če ti rečeš kura ali pa jeb. Ampak načeloma, kjerokoli besedo rečeš, jo jaz vidim napisano in vsaka ima tako malo svoj, malo poseben font. Ne vem, če sem to še komu povedal. Mislim, da se me ne parim, ampak po moje se sliši zelo friki. No, v glavnem to pravim zato, ker sem zdaj ravno razmišljal, da se peljem v avto, ki se imenuje Zoe, in če probam to ime aplicirati na žensko, nisem čisto prepričan, kakšen ksiht bi dal. Mislim, da bi imela takole čupca dolgo, pa da je taka, pa ne bi glih mogel reči, da bi bila hipi, ampak taka dosti svobodomiselna bi pa bila, no. Zdaj pa slušaj, kakšen smešen zvok imajo žmigovci.